Jaz sem Forte Janez, biolog, ki živi 42 let na Letišču. Letišče imenujejo lokalci tale kraj, to področje. Žena je rekla, da hoče imeti oljke, oljčni nasad, in sva ga pol pač naredila. 87 leta, vmes je enkrat pomrznil. No, in v začetku smo sledili načelom integriranega kmetijstva. No, zdaj smo pa že od leta 2003 smo prišli v prehodno obdobje, v ekološko kmetijstvo. Zdaj pač sledimo tistim zakonitostim, ki veljajo v ekosistemih. Ta oljčnik obravnavamo kot ekosistem, kot agroekosistem. Tle je v bistvu tako, da ohranjam ta habitat. Se pravi, korone so zaraščene z grmovjem, tako da vse ni nujno, da je ravno tista vrsta ptičev, ki mora živeti v grmu, ampak mu pa omogoče recimo, da uide v grm, kadar je ogrožen. No, ekosistem je en prostor, v katerem lahko definiramo natančno, kako prehaja energija, odkot prehaja v njega, kako potuje skozi trofične nivoje. Značilno za ekosisteme je tudi njihova biodiverziteta. No, in ko smo že ravno pri tem, tukaj ohranjamo biodiverziteto s tem, da ne kosimo redno, ne mulčimo redno nasada, ampak zmulčimo samo po pobiranju ob robu terase, kjer so drobne veje. Ostalo pa pustimo, tega nasada potem ne mulčimo več do pobiranja. Se pravi, kakšne 3 tedne pred pobiranjem, potem pa zmulčimo cel nasad, ker če ne se pobirati ne da oljk. No, s tem omogočamo pač spolno razmnoževanje rastlin, s tem ohranjamo genetsko diverziteto. Velika vrstna pestrost, ki se je pojavila v zadnjih par letih v tem nasadu, omogoča tudi opraševalcem, da opravijo svoje delo in istočasno seveda se ohranjajo tudi opraševalci. No, zdaj, prijatelj je pred 2 leti prinesel sem čebele, sicer pa so tle dosti razširjene divje čebele. Te tudi letijo pri nižjih temperaturah in tako naprej. Ko govorimo o ekokmetijstvu, ekološkem kmetijstvu, je neka navada ljudi, s katerimi se srečujemo, da takoj skočijo na tako imenovano zdravo hrano. Ne sme biti poudarek na tem, da bomo jedli zdravo. Poudarek mora biti na tem, da če smo že naredili en umetni ekosistem, kot je en takle trajni nasad, potem mu dopustimo, da se razvija, tako kot bi se pač razvijal vsak gozd. Z vsemi značilnostmi. S tem seveda se poveča tudi število ekosistemskih storitev. Pa še nekaj je, pri tej zadevi je dobro uporabljati ekosistemski pristop, kar pomeni, da obravnavamo takle ekosistem kot celoto, vključno s človekom notri. Se pravi, upoštevamo zakonitosti ekosistema in pa seveda zraven prištejemo človekovo delovanje v tem ekosistemu. Mi ne postavljamo nekih zelo visokih cen. Sledimo, oziroma tako bom rekel, smo med tistimi, ki imajo najnižjo ceno za ekološko pridelavo in smo malenkost recimo nad tistimi, ki imajo intenzivno pridelavo. Sigurno je nekaj, če ne uporabljaš fitofarmacevtskih sredstev, potem se pravzaprav v takem nasadu nimaš kaj bati. In to je to, mi ne uporabljamo nobenih fitofarmacevtskih sredstev. Proti muhi se borimo tako, da omogočamo ptičem, da se mirno razmnožujejo in jih ptiči kar dobro kontrolirajo. No, obstajajo tudi te redne kontrole, kjer se lepo pokaže, kako imam jaz recimo lansko leto eden tistih, oziroma sem edini, pri katerem ni bila muha opažena do konca avgusta.